Škoda Yeti, zanimiva zasnova vozila, široko uporabno že z dvokolesnim pogonom. Ko pa mu dodamo še štirikolesni pogon in off-road paket, pa lahko zadovolji še širši krog voznikov, ki morajo večkrat zapeljati izven utrjenih vsakodnevnih cestišč. Off-road paket, kaj nam prinaša? Spremeni delovanje motorne elektronike do te mere, da se hitreje prilagaja sam prenos moči na kolesa, ki v določenem momentu izgubljajo oprijem, hkrati pa nam s tem zagotavlja, da tudi v off-road programu drži avto smer, kamor si želimo odpeljati. Vključimo ga z gumbom na armaturni plošči, pri čem nam pomaga. Pomaga nam pri speljevanju v klanec, tako da s pritiskom na zavoro avto ustavimo ali zaradi bilo katerega vzroka smo avto ustavili, stisnemo pedalo zavore do konca in brez problemov avto zadrži par sekund z dodajanjem plina, odpeljemo v klanec in seveda tudi lahko dodamo plin do konca, to je velikokrat problem pri voznikih in naši vrtljaji ne preseže 2500 vrtljajev, kar pomeni, da bomo lahko brez problema speljali v ta klanec. Sistem deluje tako, da tudi spremeni delovanje pedala za gas. V off-road programu je pri določenem kotu plina, je manjša višina vrtljajev kot v normalnem programu. Kaj to pomeni? Da nas ne bo vsaka grbina na terenu, ki bi lahko vplivala na pritisk pedala za plin in s tem pospešila vozilo in spravljala v nevarnost. Seveda, off-road program ne samo pri speljevanju, predvsem ali pa najbolj je uporaben pri spuščanju po klancu navzdol. Kaj to pomeni? Pomeni, da vozilo samo zadržuje določeno postavljeno hitrost na vrhu klanca. Večina voznikov pozna, da je težje priti v dolino kot iz doline v hrib. Kaj to pomeni? Naš sistem deluje v prostem teku, prvi, drugi in tretji prestavi in vzvratni prestavi. V prostem teku, ko je avto nagnjen nekje okoli 10 stopinj, se sistem prižge in nam zadržuje, kakor vidimo na armaturni plošči, hitrost 3 km na uro, ne glede na podlago, kar je pa še bolj važno, pa je, da nam tudi vzdržuje smer vožnje, kamor smo v določenem momentu z volanom hoteli usmeriti vozilo. V off-road paketu imamo še terenski ABS, prav interval blokiranega kolesa ali meje blokiranega kolesa so daljši, kar pomeni, da se lahko na terenu hitreje ustavimo, ker se nabira pod kolesi tako imenovani klin in zaradi daljšega intervala blokiranega kolesa. Ko smo predelali vse karakteristike vozila, vse, kar je teoretično napisano v navodilih, hitro ugotovimo, da to vse presega naše občutke, ki jih doživimo v avtu v vsakodnevni vožnji. In kaj hitro ugotovimo, da je najšibkejši člen vozila sam voznik.